Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. Kako je izgledala vodooskrba Istre pred osamosvojitvijo? Kako je rižanski vodovod Koper še v času nekdanje države najel kredit pri Svetovni banki in kaj je bilo s temi sredstvi storjeno? Kako je rižanski vodovod Koper skozi leta rastel? Kakšni so bili odnosi v kolektivu in med vodstvom ter delavci pred osamosvojitvijo in po njej? Več v današnji oddaji Pogled nazaj z nekdanjim dolgoletnim direktorjem rižanskega vodovoda Koper, Viktorjem Lozejem. V slovenski Istri so se v prejšnjih stoletjih, sploh v sušnih obdobjih, prebivalci mest soočali s hudim pomanjkanjem pitne vode. Spočetka so probleme pri vodooskrbi reševali zajeti manjših vodnih virov v okolici mest. Razmišljeno organiziran in sistematični vodooskrbi Istre se pričnejo po prvi svetovni vojni. V 30 letih prejšnjega stoletja tako nastanejo vodovodni sistemi Rižana, Mirna in Raša. Ker pa je bila največja gostota prebivalstva v slovenskem predelu Istre, so takratni odločevalci dali prednost projektiranju rižanskega vodovoda. Gradnja je stekla leta 1934. Že leto kasneje je po novem vodovodu pritekla pitna voda do obalnih mest. Takrat je vodovod deloval po gravitacijskem principu. Po drugi svetovni vojni se z razvojem turizma in industrije, ki sledi rast prebivalstva, poveča potreba po vodi. Tako se že leta 1961 prične gradnja črpališča v Rižani, gravitacijski sistem spremenijo v tlačnega, s čimer praktično podvojijo zmogljivost vodovoda. Pa vendar se težave z vodooskrbo nadaljujejo. Povečana zmogljivost vodovoda je morda pokrivala najnujnejše potrebe prebivalcev mest in industrije, ampak so sušna obdobja še vedno predstavljala težavo. Leta 1987, po katastrofalni suši, so se lokalne in republiške oblasti dokončno zavedali resnosti problema z vodooskrbo, zaradi česar so se obrnili k iskanju trajnih rešitev. Gospod Loze, kdaj ste nastopili v mandat direktorja rižanskega vodovoda? Precej časa je nazaj. 1985. leta sem nastopil, mislim, da s 1. septembrom naprej. Pa ste se prijavili na kakšen razpis? Kako so potekali izbor? Sem se prijavil na razpis, ker se je čudne stvari dogajale na rižanskem vodovodu. Je bilo eno dosti težav in osebno sem se odločil, da mi je ta dejavnost pri srcu in sem poskušal temu področju z vodo pomagati, da se reši vodooskrba. Takrat nisem vedel še, kakšne težave bom imel, seveda. Sem bil optimist, tudi prijatelji, ko sem se prijavil, so mi odsvetovali, da grem v eno gnezdo, ki ni rešitve. No, sem preživel in to gnezdo ni bilo tako hudo. Zahtevalo je pa red. Kaj so bile tiste glavne težave, ko ste prevzel mandat? Kaj je bila infrastruktura vodovodna? Kaj je bil problem? Na vodovodu so bile težave. Najprej so bile kadrovske, drugič vedno večja poraba vode, vedno večje potrebe po vodi, in vodnih količin se ni zagotavljalo. Je začelo primanjkati vode pri porabnikih. In čim začne to, seveda tudi ljudje, ki so zaposleni, se ne počutijo več dobro. Ljudje so se čuti že ogrožene. Jaz se spomnim prav na moj začetek, to je 87, torej 1987, se je bilo taka suša, da smo bili 3 mesece, avgust do novembra, praktično samo z občasnimi dobavami vode. In si predstavljaš lahko, kaj se dogaja recimo na Markovcu, v tistih stolpnicah, če nimaš vode. In da smo bili vse, samo ljudje ne. Samo če ni vode, ne moreš potati brez vode človek. Vodo je treba dobaviti, jo je treba imeti, jo je treba kaj vzeti. In tega nismo imeli. Jaz se ljudem še danes po tolikem času opravičujem, samo naredili smo vse, kar je možno, da so čim manj časa bili brez vode. To pa lahko trdim. Pa je bil to razlog pomanjkanje vodnega vira ustreznega določenega ali pač enostavno je bila taka suša, da ni bilo kje dobiti? Ne, je bil, torej
Mi imamo vodni vir, pravzaprav edini, ki je vreden vodni vir, je rižanski vodni vir. In povprečno letno ima ta vodni vir dost vode. Preko 4 kubike na sekundo. To je voda, da bi potopil obalo. Samo kaj ti pomaga ta povprečje, če imaš v poletni sezoni konici vode. Pa pade na 200 litrov. Od tega moraš 100 litrov pustiti za biološki minimum v reki Rižani. In tako da se 100 litri ti pa ne možeš oskrbeti 80.000 prebivalcev na obali. Kako pa je bila povezanost vodovoda? So imeli to zdaj že vse vasi v občini vodno povezavo ali to je bil delček? V našem času praktično ljudje se vozilo vodo s tovornjaki, s cisternami, naročnikom. So tudi sproti plačevali. No, počasi se je pa začelo uresničevati višinski vodovod, tako zvani. To je bil višinski vodovod, spada v rižanski vodovod, samo pod imenom, ki pokriva in rešuje podeželje. Recimo, mi imamo magistralni cevovod, ki pomeni od Rižane do Portoroža. To je glavni cevovod, iz tega se vse z odcepi se napaja vse. In razvoj, vedno več smo pokrivali področje, vedno več ljudi je pridobivalo soglasja za vodo, vedno večje so bile potrebe in smo doživeli tisto pomanjkanje vode. No, tisto pomanjkanje vode, vam pa jaz rekel, je pa tudi streznilo. Ker bi vse in zmeraj je bila škoda dati za gospodarsko infrastrukturo, tudi za komunalno infrastrukturo, denar. Kot da je to zgubljen denar. Ampak se je streznilo ob tem, da je država in seveda tudi lokalna oblast, da je to treba rešiti. In nekdo, jaz ne vem kdo, je iz zvezne vlade, ki je bila takrat Jugoslavija, poklical v Washington, Svetovno banko, da naj pošlje takoj ekipo v Koper za rižanski vodovod in na Hrvaško Istro. In res so, ta delegacija je prišla gor in so, približno 10 dni so bili pri nas in sodelovanje z našimi strokovnjaki, kaj imamo, kaj nimamo, kaj rabimo, koliko rabimo, kakšna perspektiva je, o tem so mogli vse dogovoriti in ugotoviti stanje in na podlagi tega je prišlo do sklenitve pogodbe s Svetovno banko. Svetovno banko za gradnjo magistralnega cevovoda z namenom, da bomo dobili dodatne količine vode iz kontinenta, pomeni iz postojnskega vodovoda, Malnov tako zvanih. Kakšna sredstva pa je odobrila takrat banka? So bile to visoke sredstva, se spomnite? Z Svetovno banko, no, se je to pa le trajalo 2 leti, tako da se razumemo, da ni bilo kar čez noč to narejeno, ne. Je kar trajalo. Je bilo 2 leti, ampak mi smo za Svetovno banko sodelovali odlično. Moram reči, da so bili oni so razumeli gospodarske težave države, ne samo vodovoda, in so marsikaj, bi rekel, spregledali tudi v njihovih pravilih, ki bi nam se slabšalo stanje. Videli so pa, po mojem, naše težnje, da bi to uredili. In smo se z strokovnim vodstvom Svetovne banke zelo ujeli in tudi delali smo po njihovih navodilih. Namreč vse je moglo biti preko javnih razpisov, mednarodnih, ne lokalnega značaja, lokalnih. In tolerirali so pri konkurenci nam 15% so bile lahko dražje domače podjetja za izvedbo
v primerjavi z drugimi. Če ocenjujemo tudi sami, da bi bilo to pametno. Torej, niso, da bi tu je razvita podjetja uničili domačega, kar imamo, niso, so tolerirali to, da so lahko celo 15% dražje, više cene za izvedbo, tako da rečem. Če sem prav zasledil, pravzaprav, ko ste vzeli kredit, je bil odlog odplačila neko obdobje, ste ga začeli šele pozneje odplačevati, to drži? Torej, bomo konkretni. Ko smo sklenili pogodbo, ko se je vedlo, kaj je treba narediti, in tudi postopek, roki in vse to, kar je bilo zraven, smo razdelili vso zadevo na 5 faz. Prve 4 faze so magistralni cevovodi, te glavni cevovodi, in ta 5., ta zadnja čistilna naprava. In pogodbi imamo, smo sklenili naslednjo finančno konstrukcijo. 30% Svetovna banka, 30% Republika Slovenija, 40% lastna sredstva. Ta lastna sredstva je treba povedati, kaj pomenijo. To ni bil kakšen sklad, ki ga imamo, ampak je bila visoka cena vode. Ker samo tako smo lahko reševali. Tudi na občinah ni bilo denarja, da bi v to vlagali. Ampak smo se sprejeli visoko ceno, da smo rešili problem. In jaz mislim, da je bila to edina rešitev in uresničili smo tisto, kar smo takrat sanjali. Torej, zadnja faza te pogodbe je bila dejansko čistilna naprava v Cepkih? Sestavni del. Sestavni del. Ni bila pa določena tehnologija takrat, ampak čistilna naprava je bila predvidena za toliko litrov vode. Na sekundo govorimo z meritli, 400-500 litrov vode na sekundo. No in reševati smo začeli po fazah, najprej cevovode, ne da bi začeli v Rižani na izviru, ampak smo tam, ker smo dodatno pridobili kakšno vodo. Tako cevovod, ki je bil zgrajen 1935, takrat smo spadali pod Italijo, kraljevino Italija, menda je bila takrat, ni sprejel vseh količin vode, da bi pripeljali do Kopra, zato smo začeli vodovod po fazah, ki pomeni Rižana, Koper. In smo naleteli na zadevo, kako priti do Izole. Ali je preko Markovca, ki pomeni elektriko navzgor dvigati vodo, in na drugi strani jo spuščati dol, preko raztežilnikov, ali narediti tunel. Tunel ni bil v programu nikjer. In doživeli smo to, da kamor smo šli, pravzaprav, kje bo šla cesta, nobeden ni bilo o tem, ni bilo pripravljeno, ne na republike. Mi smo se odločili, takrat smo bili že samostojni, ampak neurejena zadeva je bila. In smo naročili v Trbovljah, smo rekli, to je rabimo rudniški rov, za priti s cevovodom skozi hrib v Izolo. Ker nam to omogoča težnostno napajanje vode od Rižane do Portoroža. In to prebit pomeni, bi dvigali vodo, spuščali vodo in tako dalje. In smo ta projekt dobili, to je bilo čudna zadeva je bila, no jaz ne vem, kako so si zamislili v Trbovljah, so naredili in ponudbeno ceno 150 milijonov, takrat se bila marka, ni bilo še tako, 150 milijonov mark. In smo pole razpisali, se javil takrat SCT, bomo reči, da ni bilo, takrat smo bili brez investicij, država je bila v enem nizkem naletu, da rečem, z ozirom na investicije. Vsi so rabili denar, ki je bil pri nas. In
so nam rekli, da oni naredijo nam tunel za 50 milijonov. Brez možnosti povišanja cene. Zdaj, teh strokovnjakov za tunele mi nismo imeli, smo morali kaj narediti. Smo pa poznali zadevo po strokovni plati, se srečavaš kakorkoli iz Avstrije, ki so tudi bili pa za to specialisti, in smo dokumentacijo SCT-ja, ki jo je pripravil za 50 milijonov, pokazali gor, kakšne pripombe, kaj imajo na to. Ker zdaj, če bi pri nas drugem dali, to so potem ljubosumje, pa so dogovarjajo, pa so više cene in tako dalje. Smo šli, vedeli so, da smo šli nekam, samo niso vedeli kam. In smo dobili od njih, pravzaprav prostovoljno, niso nam zaračunali tega, in so rekli, popravite to in to, ne vem točka, karkoli je bilo, manjka to, in je projekt sprejet. Dober. In smo to naredili in seveda smo sklenili pogodbo z SCT-jem in so naredili za 49 milijonov mark tunel. Srbovali so se oglasniki, pa mi zdaj, ja, to ste si naredili sami, kar ste si naredili, to imate, nič. In ja, in tako nas je Svetovna banka spremljal, je rekel, veste, kaj ste naredili? Taki objekt ponavadi pri najbolj resnih ponudbah se podvoji cena. Pri najbolj resnih ponudbah. Vi ste pa ga naredili Za pol manj praktično. To so take izkušnje, ki tudi doma ne smeš zaupati vsega vsem. To se zlorabi. Mi smo imeli dosti striktno tudi lokalne zadeve, ki niso tekalo Svetovne banke in financira Svetovne banke. Torej Višinski vodovod, recimo, ko smo gradili. Za vsako, začeli smo razvijati Višinski vodovod pri večjih vaseh. Torej za tisti denar, ki vložiš, oskrbiti čim več prebivalcev, no tako. Torej prvo velike vasi in tako dalje, in potem se sledilo ena z drugim. Vse to se je imelo na razpisi na lokalni ravni. So mogli dvigati gradivo, so mogli pripraviti ponudbo do določenega dne in mi smo na določen dan tudi povabili seveda vse ponudnike, da smo odpirali ponudbo. Torej vsi ponudniki so prišli na Rižanski in pred odpiranjem ponudb se je tudi še vprašalo, če imajo kakšne dodatne pomisleke, ponudbe, popuste. Če so to kakšen rekel, se je to upoštevalo, se je odpiralo ponudbe. Vsi so vedeli, čim si odprl, čim so videli zneske, kdo je zmagovalec. Mi smo seveda prekontrolirali, da niso namerno kaj spremenili in tako smo delali pošteno in jaz mislim, da tudi nekateri so mi rekli, pa če že to delate, pritisnite na njih, da vas še pustijo. To sem pa odločno proti. Mi nismo, da uničujemo podjetja, ampak da delamo pošteno in zahtevamo od podjetij, da delajo pošteno. Nič več. Uničevati zato, da bi imeli 100.000 evrov, zdaj recimo na našem dan naredili in da ga uniči, zato pa res nismo za to oblaščeni in nikoli tega ne bi naredil. Razpis je bil pa za mene veljaven in brez pardona. In tako smo tudi delali za Svetovno banko. Vedno
enkrat smo se nismo strinjali s Svetovno banko. Glede česa? A pravzaprav oni z nami se niso strinjali, ne mi z njimi. Pri razpisu za čistilno napravo. Aha. Mi smo imeli razpis za določeno tehnologijo. To je bil mednarodni, to ni bilo domače, ne. Za določeno tehnologijo, ampak napisali smo zraven, če ima ponudnik po njegovem mnenju boljšo tehnologijo od naše predvidene, naj jo ponudi, ima možnost jo uveljaviti, če se bomo strinjali. Torej, izgubiti nima kaj. In tako smo napisali in tako smo dobili ponudbo od Francozov, klasično ponujeno in to ultrafiltracijo, ki imamo danes. Jo nismo poznali, nismo vedeli in ko smo to, nam ni bilo jasno, kako to funkcionira pravzaprav, in ko so nam razložili, da ni potreba nobenih kemijskih, nobenih teh zadev delati, da tehnologija poskrbi za očisti vodo totalno, da rečem, bakterije, bacile, vse odstrani. Ja, kaj boljšega. In mi smo podpisali že pogodbo po starem načinu, z njihovim soglasjem pa smo si jo ogledali in po naši želji tudi spremeniti aneks pogodbi za novo tehnologijo, recimo. In smo si še res pogledati. In ja, videli smo in moram reči, da z lahkoto smo se odločili za novo tehnologijo in nam ni žal, da smo to sprejeli. Funkcionira. Še dan danes, ne? Je enaka tehnologija notri? Prosim? Je enaka tehnologija notri zdaj v čistilni napravi? Dela po vseh pravilih dela. Presenetilo nas je pa otvoritev vodarne. Zakaj pa? Ja, pri najbolj enostavnih zadevah. Cevovodi, ki so nisi bil še v vodarni. Ko sem bil mlad, sem bil, ja. No, so vsi zunaj, ne, ko napajajo te bloke, vse dol. Prihaja hladna voda. V toplem poletju, kaj se dogaja? Se koncentrira in je bilo, dež je padel noter. Dež. Dobesedno dež. No, Francozi so rekli, bo hitro rešeno, so dali napravo, ki suši zrak, je bilo rešeno, tako da je ta naprava tudi danes še dela, tako da ni več problem, ampak najbolj enostavno stvar pa niso niti oni, niti mi predvideli. Ampak na koncu so zadevo rešili. Koliko časa pa je trajal projekt povezovanja vasi z vodovodom? Je bil to obširen projekt, je to trajalo več let? Je bilo to hitro rešeno? Povezovanja pač vasi z vodovodnim sistemom. Ker predvidevam, da niso bile vse vasi povezane z vodovodnim sistemom, ko ste vi prevzeli. To se je gradilo, glej, recimo tako, bomo dali primer. Da si prišel za vodovodom v Gračišče, si mogel dati prej zagotoviti vodo tle dol tem vasem. In preko teh vasi si prišel do Marezih. Iz Marezih je šel pa naprej. To je bila linija. To so bilo dve linije v Kopru, ko so šle v višino. In ja, v Izoli in Piranu. Vsi smo imeli te višinske točke, ki smo jih reševali s črpališči. Moram reči, da ker je vedno smo obsojeni, še danes smo obsojeni, da se borimo s pomanjkanjem vode. In 1962 je bilo pomanjkanje vode, rasla je potreba,
Zmogljivost sistema je bila pa 100 litrov. Se je prišlo iz težnostnega sistema v tlačni sistem in na ta način s pravo energije seveda smo pridobili dodatnih 80 litrov. Naslednjih 100 litrov smo dobili iz Gabrielov na meji s Hrvaško in to je tudi bilo konec. Potem, kot ponavadi, dosti se govori, bolj malo se naredi, vedno smo rekli, da bomo dobili vodo iz Malno. To bi bilo nestabilen vodni vir in enkrat narejen za zmeraj, tako da rečem. Nismo dobili soglasja, nismo dobili dovoljenja in poiščemo samo parcialne rešitve. Ker ni bilo drugih in voda je morala priti, se je sklenilo pogodbo s Hrvaško, istrskim vodovodom, da so nam dobavljali 300 litrov vode. Mi smo jim pomagali pri investicijah in za določeno obdobje smo koristili lahko njihovo vodo po isti ceni, kot jo oni imeli. Njihovi porabniki, tako da rečem. No, do 2005 se je steklo vse, smo ostali brez vode. Tako da se vedno in še danes nimamo, po 40 letih, nam država ni bila sposobna zagotoviti vodnega vira. Še danes ga nimamo. Pa kje je po vašem težava, da prihaja do takega zastoja? Zakaj ne more država enostavno določiti vodni vir in... Ker so si zamislili, da je vodni vir Malni, spada k Ljubljani. Pa ima Ljubljana dosti virov iz Gorenjske smeri. Ampak, dobro, to je zdaj, jaz ne rečem, da je to politika, lahko to so pravni organi, ki tako ravnajo. Ampak dejstvo je, da v 40 letih nismo prišli do enega vodnega vira, ki bi zagotavljal vodo recimo 50 let. In tudi danes smo na tem. Glede na to, da ste direktor javnega zavoda, kako pa je bil odnos s političnimi odločevalci na lokalni ravni? Torej, jaz moram reči, da jaz imam zelo dobre izkušnje. Mi smo imeli upravni odbor v Rižanskem vodovodu, so bili predstavniki občin in kar se tiče, smo imeli zelo dobre stike. Moram reči pa, da smo komunicirali, vse se je sprejelo na občinskih skupščinah, naše plane, in se jih je tudi obravnavalo, ko so bili zaključeni. Vedno zato, da ni bilo nejasnosti. V tega so sodelovali porabniki, ki so bili imenovani od občin. Zelo dobro smo sodelovali. In kaj če reči, se je reševalo to, ker je bil problem skupen. Brez vode ne moreš ne delati, ne živeti, ne šole, ne vrtcev imeti. No, tako. Če se vrnem samo malček nazaj, ko smo govorili o povezovanju vasi z vodovodom. Ja. A je bilo v kakšni vasi, ko so bili sklicani sestanki, je bilo odkrito nasprotovanje temu, da bi se povezali z vodovodom? V mojem času ne. Povsod? Ne. Takrat so ljudje, če danes gledam, tako kot slišim, da so ga 1 meter zemlje Bog ne daj. Da bi se privoščil, da bi vzel, da bi si se dogovoril. Takrat so bili na vseh, vzemite, samo naredite. Nikoli problema. Nikoli takrat. Ampak ljudje so vedeli, kaj je težava z vodo. In prideti z vodo v hišo, z števcem, proti tistemu, kar je bilo, pa kaj ima še kaj cene zemlja.
To so takrat razumeli, danes ne razume več nobeden te, ker imajo. In zdaj rajši grabijo, kot dovoljujejo, no tako recimo. Pa dokdaj ste pa bil direktor? Kdaj ste zaključil svoj mandat? Jaz sem bil 18 let direktor, zdaj to se pravi, da so 4 mandati in pol. 2-3, 2-4 nekje bi lahko rekli tako temu. Kaj to? 2004, da je bil zaključen mandat, 2003. A kdaj sem končal? Ja, Končal 2003. 2003. In celo ste ga podaljšal, kaj ne? Ja, dobro, to je bilo, to je 18 let je podaljšan. To zaradi česar? Zaradi kredita ali so bile kakšne druge okoliščine? Ker ne povem po pravici. Ja, pa bomo pol uredili, če bo kaj treba. Tudi občinske oblasti se menjajo, ne? In jaz sem pozabil, da sem bil imenovan tisti dan. In sem enkrat pogledal, sem bil že toliko čez. In sem šel v županu, kaj sem treba za reči, tako se je zgodilo. Zgodilo se je pri vas, da niste, ker bi tudi mogli vedeti, zgodilo je pri meni, ki smo delali, so podaljšali formalno pogodbo. Tako da so podaljšali pogodbo. To je bilo, ne vem, kakšen razlog so navedli, ampak brez težavno. Okay. Kdaj pa je bil odplačan kredit pri Svetovni banki? Mi kredit smo začeli odplačevati vsako leto, tudi med investiranjem. Mi, ko smo zaključili investicijo, cel program Svetovno banko, nam je ostal za plačevanje samo en obrok. Samo en obrok, to se pravi, da smo sproti poravnavali vse obveznosti. Tako da je resno imenitno teklo. No. Kakšni so pa bili odnosi znotraj podjetja, ko ste ga prevzeli, recimo, in pol tekom vašega mandata? Odnosi med kolektivom, vodstvom? Torej, ti govoriš pod mojem. Jaz mislim, da mi smo imeli, jaz v kolektivu nisem imel nobenih težav. In tudi kolektiv z mano ne. Ker ustvarili smo eno pošteno delovno vzdušje. Ljudje in po tistem, ker so ljudje, vse tisti so vložili, jih je bilo malo, tisti, ki so bili v času, ko so bili nemočni, ko niso odločili od ničesar, ko ni bilo razvoja, ni bilo dobrega občutka, je res. Ampak, ko se je začelo odvijati zadeve, ko so videli perspektivo, so ljudje to sprejeli zadovoljstvo. To je tisto, ker ljudje morajo, ne moreš ti živeti brez da bi do jutrišnjega dne, je res. A tudi delavec, tudi uslužbenec mora to vedeti. Ali tako, ali drugače. Smešno je bilo, da ko se je odločilo za ta kredit v Svetovni banki, po naših takratnih pravilih, je mogel obravnavati kolektiv. Kolektiv odločiti o tem, kar je za celo državo pomembno. Ampak taki predpisi so bili in inšpektori so bili na tem natančni. In smo imeli občini zbor, pač se je razlagal, ja, kdo bo pa vračal kredit, kdo bo pa ono, kdo bo pa tretje. Ja. Na koncu niso, bolj dosti vprašanj so imeli, kako bo, niso pa bili, so soglašali, no bom rekel tako, ne. In in vsaka poteza, ki je bila narejena v dobro, so ljudje občutili, kaj sem te reči. Tako je bilo lepo. Meni je bilo lepo. Ker nam je vse teklo
In moram reči, da tudi vse, kar smo zgradili, takrat funkcionira. Nobena stvar. In še nekaj drugega bom rekel, vsa sredstva, osnovna sredstva, ki smo jih zgradili, smo jih prijavili, vpisali v kataster in sprejeli v osnovna sredstva. Tako da je bil red. Tudi znotraj vodovoda smo imeli sektorje. Sektor pogon, ki smo ga imeli, to je oskrba prebivalstva z vodo. Smo imeli sektor za investicije, projekti, razvoj in smo imeli vzdrževanje. Smo upravo, ki je polet tudi bila vzdrževanje. Vzdrževanje je polaganje, največ polaganje vodovodov za višinski vodovod, torej manjše kalibre. In smo tudi imeli razpis, so se tudi naši prijavili. Seveda smo mi zmeri zmagali, pa ne zato, ker smo bili cenejši, zato, ker smo bili realni. In smo pole ljudje, gradbena dela so prevzeli drugi, mi smo samo montirali nekaj cevovodov, ki je na liniji. Pretežno gradbena dela so imeli drugi. No, gradbinci so v bistvu nas izbrali, ki so bili izbrani, so nas izbrali za montažo. No, to je bilo malo prijateljsko, ampak je logično, ker se jaz ne razumem tega. Tudi takrat nisem razumel. Zakaj, če smo v stanju sami to narediti, moraš razpisati pa iskati druge. Ma naši delavci, ki so to delali, so vedeli, če bi narobe naredili, bi jutri prišli popravljati. So položili cevovod tako, kot je treba. Ga registrirali in označili tako, kot je treba. Ga obsuli za zemljo, da ga ni kamen prišel, da ni, takrat so bile te cevi, te zadeve. To se ni upoštevalo nič samo in potem je tisti. Potem pa ratijo špekulacije. No, pred nas smo šli direktno in moram reči, da na noben raz ni ustavljal. Čeprav bi takratni politični situaciji bi lahko rekli, kaj pa delate. Ampak je pa res, da vzdrževanje kot sektor, ki je to delal, je ustavljal tudi en dobiček, kar je normalno, če delaš. Ampak ga niso delili. Je ostal v blagajni vodovoda za razvoj toliko manj zunanjih sredstev. Če bi to pa če drugemu, to je izgubljeno, je res? To dan gre. Ne razumem, delali smo tako, kot je takrat bilo verjetno narobe, ma je bilo koristno. Pa ko ste recimo izbirali zunanje izvajalce, ste se vedno koncentrirali na lokalno okolje, ste lokalna podjetja jemali, ali ste že tuji čas? Ne. Je bil razpis, ljudje so tisti, ki so bili izvajalci, ne glede od kje so, sledijo razpisom in tisti, ki je prišel po dokumentacijo, bo dal tudi predlog svoj, ponudbo. Ne, nismo mi nič ovirali. Seveda, če je bila investicija, jaz sem zdaj mislil 2 milijona, ne bo se javil kakšen z Maribora, verjetno, da bi hodil dol delati. Ta omejitev ni bila z naše strani. To je stroškovno gledano za ponudnika je bil problem. Da če upoštevaš te stroške, poleve, da ni konkurenčen, ne? Kako pravzaprav v tistem obdobju, ko je imel kolektiv zelo močno besedo pri vodenju podjetja, kako ste uravnavali te odnose? Kaj je bila ta skrivnost, da ste vzdrževali dobre odnose v kolektivu? Zakaj? Jaz mislim, da sem vzdrževal samo to, da so ljudje imeli možnost vsi vedeti, kaj se dogaja. Nič ni bilo skrivno tega. Torej stalna in odkrita komunikacija je... Ta komunikacija je bila
Nič ni bilo skritega. In moram reči, da so ljudje, ja, ker jaz pač sem imel tako navado, da kakšenkrat sem šel tudi naokoli malo pogledati, tako da ne zato, da bi kontroliral, ker so bili boljši strokovnjaki od mene, ki so to delali, ampak da se pogovoriš malo z ljudmi, ne? Na delu, vprašaš, kako je in tako dalje. Ja, dobro vzdušje je bilo. In moram reči, da tudi, ko sem šel, smo se poslovili lepo od. Pa ste v teh 4 mandatih, ki ste jih nastopili, ste imeli kdaj kakšnega protikonkurenta? Je kdo konkuriral proti vam za direktorski položaj? Ali ste bil vedno edini kandidat? Veš, da niti tega ti jaz ne znam zdaj povedati, če je bila kakšna konkurenca, ker to je bila bolj, direktor je bila občinska zadeva, ne? To ni naš upravni odbor nas mene izbiral, je skupščina 3 občin, ne? Tako da niti ne vem, če je bilo. Ti povem, da ne vem. Jaz mislim, da sprememba pri stvareh, ki tečejo, spreminjati, narediš napako, ne? Jaz mislim, da ta motiv je igral tudi pri občanih, ker je ta zadeva tekla. Je bila zelo pomembna za regijo, za obalo. Jaz mislim, da se jim ni zdelo pametno, da bi politično posegali vmes. Kaj je zdaj pa vaše mnenje? Vem, da spremljate bolj daleč, ampak kakšna se vam zdi trenutna situacija z vodovodom? Je v redu, bi lahko bilo boljše? Se dela Zdaj? Zdaj. Ne, zdaj to ne. Jaz Z vodo je še zmeraj problem. ne, to so pa drugi zadolženi, da ocenjujejo. Jaz ne bi to ocenjeval. Tudi po toliko letih so bile takrat povsem drugačne razmere, kot so danes. Tiste razmere sem poznal, te razmere so malo težje, kot so bile verjetno. Tako ne bi si upal. Jaz mislim, če ocenjujem potem, ma ne bi jaz rekel, no. Jaz mislim, da sedanje vodstvo vodovoda dela dobro, no. Tako potem, zdaj lani, ko smo bili, ali predlani, kaj je bilo že zdaj, ko smo bili tik pred, ali bo počelo, da ne bo voda, ne bo, se je direktor lepo zval vsak večer pa vročil, prosil, dajte varčevati, pa se s kamioni vozili vodo dol, pa ne vem kaj, pa so rešili, so se povezali z ljudmi in so ljudje čakali vsak večer to notico, ali bo drugi dan še voda, ali ne bo voda. So sodelovali. Jaz mislim, da v redu. Ok, jaz mislim, da je to to. Hvala. Hvala vam. Hvala. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.